Biti na lokaciji, ker okoli tebe padajo bombe, je izkušnja, ki je nismo vajeni. In je vsak dan znova padala tista odločitev, bi po 8-9 dneh dela poln krvi, umazanije, znoja, raje tuš, ali pa bil raje na recimo, da malenkost bolj varnem. In ta odločitev vsakeč pada težko, ker se eno dela z ljudmi, ki so zelo ranjeni in krvi je ogromno in smo bili dostikrat vsi krvavi. In se potem odločati, ali se boš mogoče s tistimi klasičnimi baby robčki na hitro brisal, ali se boš pa šel stuširati nekam, kjer lahko vseeno pogosteje na tebe pade bomba, vsakeč težko. Da slišiš pokanje, pa to ni novo leto z ognjemeti, ampak to so realne bombe, ki padajo zelo blizu, ker se zemlja trosi, ker ti na tebe pade zemlja na obraz, pa veš, da bi lahko padlo nekaj metrov bližje, pa nas ne bi bilo več tukaj. Sem Laura, sem specializantka urgentne medicine tukaj iz UKC Maribor, drugače tudi Mariborčanka. Trenutno krožim tukaj na urgenci, pa preko zdravstvenega doma na prehospitalni enoti zdravstvene nujne medicinske pomoči. Sem se pa ravno pred slabim tednom vrnila z Ukrajine, ker sem pa tudi delala prostovoljno kot zdravnica. Tudi pred Ukrajino sem že humanitarno, volontersko delala kot zdravnica v Afriki, v Ugandi, v Indiji, v Iraku, v Libanonu. Jaz sem bila mogoče iz Iraka vajena strelnih ran, ampak ne pa vojne. Teh opeklin je ogromno. Ene so direktne ob eksploziji, nekaj so pa pač enostavno lokacije, ki se vžgejo po eksploziji. Se spremlja tako meja fronte same, kot zračni alarmi v zraku, manjših dronov ne, ker so nevarni res samo za najbližja pobočja, kjer sem bila recimo jaz, ampak te večji, kot so pa recimo šahedi in pa balistični napadi, kabi, to so rakete, se pa zaznajo in jaz sem bila tu vmes. To je bilo eno manjše mestece, Novo Mikolajevka, nekje 1/3 med Zaporižjo pa Doneckom. To je bila pa stabilizacijska točka pod zemljo, nekje slabe 10 km stran od same fronte, v tako imenovanem kill zonu oziroma coni smrti, kamor doseže še tudi vsa ruska artilerija, pa vsi tudi kratko dolžinski droni, ker smo mi v bistvu pod zemljo dan in noč delali v manjši ekipi, kot čisto prvi odziv, prva pomoč vsakemu vojaku, ki se ali bolj ali pa manj poranjen umakne oziroma evakuira iz same fronte. To ni en dan, ker je to mesec dni oziroma za mojo ekipo tam meseci, ko so oni pod zemljo, ko ne vidiš sonca, tako izgledajo hodniki pod zemljo. To je naše delo iz operacijske, tako izgleda ta operacijski prostor. To je vojna zračnih napadov ali z artilerijo, ki sega tako daleč, ponavadi nekje do 20 km v globino države, ali pa z droni. Nekaj dodatnih groženj so pa tudi večji zračni napadi strani raket, šahedov, to je pa malo večje orožje, ki eno je tudi upravljeno nadaljavo, kot so daljinci, podobno kot z droni, nekaj pa ima vnaprej predvideno tarčo, pa samo leti na tarčo. Zato je umik iz fronte same dosti težji, kot smo ga vajeni v katerikoli vojni prej. Tako izgleda vhod ven, v bistvu se še sam vhod zapre dol z mrežo. To so pacienti, ki se jih vidijo s poškodbami rok, poškodbami druge roke, tukaj so prsti manjkali. Ta gospod je imel zelo močno poškodovan obraz, zato je bil intubiran, imel je poškodbe pljuč, pa so se torakalne drenaže vstavile. To je bil recimo en izmed teh pacientov, ki je bil toliko kritično prizadet, da sem šla recimo jaz z njim v bolnišnico. Sem tudi zato zbrala specializacijo, ki te nauči in maksimalno opremi biti maksimalna korist z enim nahrbtnikom opreme pa zdravil, pa si tako rekoč lahko v pomoč brez operacijske, pa brez nekih ekstravagantnih naprav, sredi ničesa, brez elektrike. Ta aspekt mojega poklica mi je bil zelo všeč že takrat. Potem pa so me v ta poklic spravili, potegnili, navdušili ljudje, s katerimi zdaj delam tukaj. Rane so podobne,
ključna razlika v tej vojni je, da so večinoma stare. Ta gospod je 20 dni ležal na fronti v zemlji, ki je mokra, z ranami eksplozivnimi. Ta noga je zdaj toliko vneta, da najverjetneje bo mogla biti amputirana. Bomo videli, če se bo dalo rešiti. Mi smo probali oskrbeti rane, očistiti, dati antibiotik, pa se bo potem kasneje videlo, če se bo to uspelo sanirati ali ne. Ampak ne znamo si predstavljati, da nas trofi bomba, pa da si mogoče zategnemo povoj čez rano, glih toliko, da ustavimo krvavitev, da ne bomo izkrvaveli, potem pa v tej bedi, v bolečinah, v ranah ležimo v zemlji, ki je mokra 20 dni sami. Ti ljudje grejo skozi res grozote, zato se mi zdi, da to, kar smo mi kot zdravniki na tej točki dali skozi, je mala malca proti temu, kaj pa nekateri grejo skozi tam. To so ljudje, ki so stopili na mino en dan, pa potem čakali na tako rekoč čisto nebo, mi rečemo, oziroma tam rečejo dirty sky ali pa clear sky. Na nebo, v katerem ni zaznano z različnimi načini detekcije dosti dronov, dosti raket, in ko se to malenkost sprosti, je komaj trenutek, ko lahko lokalna ekipa, evakuacijska ekipa, ki ponavadi ima voznika, pa recimo medika v vojski, pride do lokacije in potem tega pacienta samo pobaše v avtomobil, v vozilo in zapelje do mene oziroma do moje ekipe, ki je bila prva iz fronte. Mogoče ostanejo tiste stisnjene roke še na vozičku ali pa na postelji, medtem ko se jih potiska v rešilca za odvoz, pa tisti beseda hvala, vprašanje, kakšno je ime, da si ga bodo zapomnili, da bodo hvaležni. Za veliko večino pa je stanje tako kritično, da pogovarjanja ni. Poslušaš vsak dan, cel dan, tiste zračne alarme, ki so bolj ali manj blizu, pa tiste bombe, ki padajo, ki jih tudi sam slišiš, ko padajo. Sredi amputacije ene, ker sem jaz amputirala nogo, mislim, da tukaj različne poškodbe, tukaj smo imeli tujke v boku noter, je bil šrapnel. Tu sem jaz šivala pri eni amputaciji spet. To je bil še ena amputacija kasneje. Tu sva jaz pa en kolega oskrbela amputacijo obeh nog, pa ta naš mlajši zdravnik še poškodbo roke. Ta gospod je imel utrgano nogo, pa je 2 dni ležal na fronti. To pa se centralni kanal nastavlja pacientu, zato da se čim boljši dostop za žile vzpostavi, da se lahko dosti tekočin, dosti krvi stoči v kratkem času. Se pa najdejo situacije, da imaš ranjenih več, kot pa smo imeli postelj. Pa so eni ležali še na vozičkih, pa na nosilih na tleh. Ko pri nas bi nekdo si mislil, prideš v urgenco, pa ti manjkata 2 nogi, pa si prvi na vrsto. Pa je tam ranjenih toliko, da včasih si ti tisti, za katerega mislimo, v redu, super. Tisti turniket oziroma tesen pas, ki je zategnjen tako močno, da prekine pretok krvi do poškodovanega dela noge in s tem v bistvu reši pacienta pred izkrvavitvijo, drži, tak človek lahko tudi čaka. Ogromno je nekih šrapnelnih poškodb, kjer ljudje pridejo prerešetani z majhnimi železnimi tujki. Tu se še vidi, da ima turniket gor še nastavljen, da drži krvavitev. Temu gospodu je celo zadrgo odneslo v kožo noter. Ljudje se znajdejo v odsotnosti perfuzorja v krvi, se pod pritiskom kri stiska pač kar direktno z flaškami oziroma z temi večjimi ampulami. Težje pokličeš domov, pa rečeš staršem, danes pa se zemlja v eno trosi. Ker hočeš biti sočuten do tistih, ki jim je mar, ki jih skrbi zate. Mogoče skoraj da še težje, kot pa to biti sam tam, pa mi je zdaj biti tukaj. Moram priznati, me je presenetilo. Zato, ker ljudi, ki jih vzljubiš kot družino, ko si tam vsak dan skupaj v dobrem in v slabem, v mirnih dnevih s čajem v roki, pa v zelo napornih dnevih, ki se kar ne končajo, pa je en dan, pa drugi dan, pa tretji dan, pa se še kar ni šlo spat, pa se še kar dela, ker tu izmen ni in se povežeš drugače, kot bi se mogoče v miroljubnem času tukaj pri nas,
ki sem jih zdaj pustila tam, brez pomoči, brez omejitve časa. Pa govori se vseeno, da se zna situacija še poslabšati v kratkem. Občutek se sprehajati tukaj zdaj po Mariboru, pa videti otroke, ki spuščajo drone za zabavo v parku, pa slišati, ko poči motor avtomobila, pa se za sekundo strašiti, da mogoče bi mogel leteti za klonišče, pa gledati ptiče na nebu, pa se spomniti, da to niso droni, pa da je moje nebo varno, njihovo zdaj pa ni, to mi je pa najtežje. Nekaj lanskega, pa večino letošnjega letnega dopusta, pa mogoče še kakšna nadura zraven, je bil ta čas, ki sem ga jaz vseeno nekako želela izkoristiti za tiste, ki najbolj rabijo, in šla tja. Zato smo se hecali, da zadnja skupinska slika pred našo stabilizacijsko točko seveda ni bila za nobena socialna omrežja, niti ne za poslati preko WhatsAppov in Messengerjev domačim, ker je riziko, da bi se te slike vseeno kje našle v rokah ljudi, ki bi izkoristile za slabo, prevelike, pa smo hitro tisto sliko zretuširali tako, da smo se dali na neko plažo v Karibih, pa so se hecali, da bomo vsi zdaj tam, ker bi v bistvu mogla biti na dopustu. Če starši ne poslušajo, potem ja. Težko je ljudi pustiti za sabo. Ko sem se prvič odpravljala tja, sem mislila, da grem enkrat. Pa da odpravim tisto, mogoče svojo dolžnost kot dober človek, pomagati ljudem, ki so mogoče zdaj pozabljeni. Za Ukrajino kot državo, za prebivalce te države nasplošno, zdaj pa, če se bi se vrnila za ljudi, ki me zdaj tam čakajo, ki sem jih pustila za sabo. Za njih bi šla nazaj, zato da oni več niso tam sami.